V jutranjih urah po 2000 km vožnje v zabojnikih pred ljubljanski živalski vrt prispeta risa. Delavci jo odpeljajo v nove prostore, kjer se dobro počutita, pove biologinja. Zelo sta mirna, tako da s tem smo zelo zadovoljni, ampak malo z renčanjem tudi grozita in zaenkrat ne kažeta kakšnega hudega stresa. Zakaj ste se odločili za samičko, kot je bila prej? Zaenkrat ni potrebe po razmnoževanju in smo se odločili, da bojo naši risi izključno v izobraževalne namene. Na novo okolje počaka tudi ris rožnik. Skrbniki ga navajajo, da se prostovoljno usede v prenosno kletko, v kateri ga bodo prenesli v novo ogrado. Tako si bodo lahko obiskovalci kmalu ogledali 3 rise. Ti sicer živijo na širšem območju Evrope, Sibirije in Azije. Ker so plašne nočne živali, jih je v naravnem okolju težko videti. V Sloveniji jih trenutno živi le 15. Za rise lahko rečemo, da so naša najbolj ogrožena vrsta sesalcev. Pojavljajo se predvsem v južnem delu Slovenije, se pravi gozdnatih območjih južne Slovenije in pa zahodnega alpskega sveta. Ob koncu 19. stoletja je ris na našem območju že izumrl, a so ga leta 1973 ponovno naselili. Ker je ponovno tik pred izumrtjem, želijo doseliti rise iz drugih držav. Ena od pomembnih, najpomembnejših varstvenih ukrepov bo doselitev novih živali iz drugih držav. In upajmo, da bo tako kot v živalskih vrtovih populacija risov kmalu začela naraščati tudi v naravnem slovenskem okolju.